Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Odpravil sem se na eno ravninsko kolesarjenje po Italiji, vmes pa bom odgovoril na eno YouTube vprašanje, kako kupiti poceni specialko. Zdaj že vidimo, da je prišel ta prav november, zjutraj ob 10 je bilo komaj 9 stopinj Celzija, vreme pa tudi ni preveč sončno, je kar precej oblačnosti vmes, tako da sem dal dolge rokave in dolge hlače. Progo za današnji izlet mi je spet naključno izbral Garmin. Vsakič, ko to omenim v videu, se pojavi nekaj komentarjev in vprašanj. Nazadnje je eden vprašal, če je možno koristiti to funkcionalnost tudi, če nimaš Garmin števca. Kratek odgovor je ja. Popolnoma brez vsake Garmin opreme lahko koristite njihovo aplikacijo. Če nimate Garmin števca, boste morali samo poskrbeti, da si prenesete GPX od proge na nek drug števec, oziroma da si progo zapomnite in poskrbite sami za svojo navigacijo. Ampak sem se odločil, da bom o tem posnel video, ki bo objavljen enkrat v prihodnje. Jaz si danes vsekakor obetam en lep ravninski izlet, približno 75 km, tle po Italiji. Link od Strave bom pa tako kot zmeraj dal od spodaj v opis videa. Jaz sem Garmina prvih 8 km ignoriral, ker me je spet hotel speljati čez najbolj prometni del italijanske Gorice, tako da sem šel nekaj časa po alternativni poti, zdaj sem pa že na njegovem izletu. Vprašanje, na katerega nameravam odgovoriti danes, se pa nanaša na nakup nove specialke. Postavil mi ga je Jaka, ki je star 14 let in pač nima 2700 evrov za Scott Addict 20 ali pa kakšno drugo od boljših specialk. Napisal je, da zelo rad kolesari in da ima trenutno trekking kolo, kjer pa je premalo trdih prestav, tako da predvidevam, da najbrž na ravnini pogreša nekaj več hitrosti. Jaka je potem prišel na idejo, da bi poskušal priti do novega kolesa za Birmo. In sem si prav predstavljal tega fanta na pragu mladosti, kako opreza za specialkami in hrepeni po novem kolesu, ampak je tako po odraslu napisal te svoje komentarje, da mi je prav polepšal dan. Zdaj upam, da ta video ni objavljen prepozno in da ima še kakšno šanso poprositi starše za pomoč. Jaz sem mu na YouTubu na kratko odgovoril, enako kakor vsakmu, če bi me vprašal, kakšno specialko si lahko kupi za 1,5 ure. Moj odgovor je bil aluminijast okvir in oprema Shimano 105. Kasneje se mi je zdelo, da sem mu mogoče napisal premalo, tako da sem šel na spletno trgovino in iz prve najdel en full lep Cannondale za 1400 evrov, ki ustreza tem parametrom. Če bi hotel povedati poenostavljeno, bi rekel tako, cena pri nakupu nove specialke se vam bo višala, če boste iskali karbon in disk zavore. To je trenutno tak trend, ki ga zasleduje večina, tako da nove specialke s karbonskim okvirjem in disk zavorami ne boste dobili pod 2 ure. Če pa boste gledali specialke preko 3 ure, vam bo pa ceno zviševal tudi kakšen električni menjalnik in pa seveda vsak gram manjše teže. Ampak za nas, rekreativce in amaterje, te grami niso tako pomembni. Zakaj bi dal 500 evrov več za 20 gramov lažje kolo, če pa imam 1 kilo dodatne teže v bidonih in kakšnih 10 odvečnih kil okrog pasu. Zato pa pravim, če hočete imeti novo specialko, pazi, novo, izpod 1,5 ure, moraš gledati, da bo kolo iz aluminija. Ne boste imeli karbona, ne boste imeli disk zavor, vendar pa se boste peljali z novo specialko. Ja, včasih tudi v Italiji naletiš na kakšno tako izsiljevanje, ampak jaz sem ga zelo odraslo prenesel. Aha, tega hotela se pa spomnim.
Tle me je Garmin že enkrat peljal mimo, samo v obratni smeri. Garmin me je spet peljal na en lep izlet proti Udinam. Danes sicer malo piha, upam, da ne šumi preveč v mikrofono, ampak meni je super, super lepo. Zelo dobro sem se oblekel, tako da ima nič ne zebe. Prav fajn je. Bi celo rekel, da je tukaj bolj oblačno, kakor je bilo v Novi Gorici, ampak nič hudega. Tudi tako vreme mi je fajn. Zmeraj mi je fajn, če sem na kolesu, je itak zmeraj špica. Veste, današnji aluminijasti okvirji so že zelo, zelo, zelo dobri. So primerljivi glede na težo, lepo narejeni, lepo dizajnirani, udobni v navpični smeri in dovolj prečno togi. Kar je pomembno je to, da so bistveno cenejši od karbonskih okvirjev, tako da se že sam včasih sprašujem, zakaj sploh kupujem karbon. Verjetno samo zaradi imidža oziroma prestiža. Kar se tiče opreme, bi jaz rekel, da je Shimano 105 nekako tista najboljša oprema, ki jo lahko dobite za tako ceno. Če kupujete specialko do 1500 evrov, potem lahko pozabite na Ultegro, ampak bi rekel, da Shimano 105 nič kaj dosti ne zaostaja. Tudi ta oprema je z leti postala zelo dobra. Res je mogoče par gramov težja od Ultegre, ampak je pa zelo enostavna za vzdrževanje in zanesljiva. Spredje boste imeli kompakt, od zadaj je 11 prestav, nimam kakšnih pripomb. In če bi jaz na to gledal kot starš, da bi svojemu sinu kupil specialko, aluminijasto Shimano 105 navadne zavore, za 14-letnika je to. Popolnoma ok. Jaz sem fantu napisal, da bo specialko nadgrajeval in izboljševal skozi leta. Naj čim prej začne delati kilometre, da bojo starši videli, da je to resen hobi, ne pa kakšna muha enodnevnica. V tem primeru bo tudi njim lažje premakniti še kakšen evro več, če bojo videli, da se je fant res zagrel za specialko. Potem imate pa še eno varianto. Zdaj za Birmo mogoče ni lih najbolj primerna, ampak če bi iskali specialko pod 1,5 ure, mogoče lahko iščete tudi rabljeno specialko. Konkretno jaz sem imel eno leto starega Fujija, karbonski okvir, Ultegra oprema, disk zavore, prevoženih 10 000 kilometrov in sem ga dal za 1,5 ure. Tako da tudi to je varianta, ampak je pa res. Nekateri ne marajo kupovati rabljenih koles, nekatere morda skrbi, da je s kolesom bilo kaj narobe, oziroma da ne vejo, kaj bojo kupili. To je zdaj stvar presoje, stvar posameznika. Jaz tukaj ne mislim navijati niti za novo, niti za rabljeno. Osebno, moj karakter meni ne dovoljuje, da bi kupil karkoli drugega, razen nove. Bi pa na tem mestu opozoril starše oziroma rekreativce, če si kupujete poceni specialko, dajte malo preveriti, kakšno opremo za kolesarjenje že imate. Če nimate popolnoma nič in če je vaš budžet 1,5 ure, ne kupujte specialke za 1,5 ure, ker boste mogli kupiti še pedala, čevlje, kakšno čelado, dres, bidone. Zdaj, če to opremo že imate odprej, potem ni problema. Če pa nič od tega nimate, pa bo treba odšteti še par 100 evrov samo za to. Že pedala in čevlji lahko rata vse skupaj 100 evrov, dobra čelada še 100, en dres še 100, tako da dajte se potem omejiti in pri svojem proračunu upoštevajte, da ni samo specialka strošek, ampak še vse ostalo, kar spada zraven. Da o kakšnem števcu in lučkah niti ne govorim. Jaka je tudi vprašal, če grem lahko čez kakšne trgovine, da bi malo bolj podrobno opisal glede teh specialk. Ampak jaz bi rekel, da teh trgovin po Sloveniji je dovolj. Konec koncev lahko kupite specialko tudi preko spleta. Bolj bi rekel, da je važno, da iščete znamke, ki imajo najboljše razmerje med ceno in kvaliteto. Recimo kakšen Scott, Giant, Focus, pa še kakšna bi se najdla. Se bom jaz potem, ko pridem domov, malo usedel za računalnik,
pa probo dobiti 2-3 specialke čisto tako na hitro, da bojo ustrezale temu, kar sem do zdaj govoril, pa jih bom dal kar tukaj na ekran, dol od spodaj v opis videa pa še njihove linke. Tako, to so bile te specialke, ki sem jih tako prav na hitro najdel na spletu. Upam, da vam bo karkoli od tega prišlo prav. Jaz se vam bi zahvalil za vso podporo, ki ste mi jo izkazali do zdaj, in vas bi prav lepo pozdravil. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!